Cenjene dame in gospodje, lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Zadnje dni so v Sloveniji krožile govorice o tem, da naj bi predsednik SDS odšel v novo službo v NATO. Ker je Janez Janša še vedno na dopustu, je Denis o tem povprašal poslanca SDS Branka Grimsa. Se bojite, da bo vaš predsednik Janez Janša odšel v NATO? Se prav zagotovo ničesar ne bojim, še najmanj pa tega. Je pa Janez Janša osebnost, ki jo v tujini bistveno bolj spoštujejo kot mnogi doma. In kolikor se bo tako odločil, bom to odločitev spoštoval. Upam pa, da bo še naprej ostal prisoten na slovenskem političnem prizorišču. Kajti zelo zanimivo je, da tisti, ki so ga doma in v tujini najbolj blatili v minulih mesecih z neresnicami, sedaj ugotavljajo, da pravzaprav brez njega bi bila domača politična scena prikrajšana. Zavest pa je Grims komentiral tudi odhod poslanca Pukšiča iz njihove poslanske skupine. Sicer pa so vsa tista napletanja o razpadanju SDS-a tako očitno smešna v tej luči, kateri gospod Pukšič je ostal član SDS, to se pravi, o čem se pravzaprav v tem kontekstu govori. No, ali je bil to odgovor ali vprašanje? Morda pa dva v enem. Nekdanja ministrica za znanost Mojca Dolinar Kucler je tik pred koncem mandata potrdila ustanovitev nove univerze. Novi minister Gregor Golobič se je odločil njeno odločitev ponovno preučiti. Sodelavci na ministrstvu zbirajo vso dokumentacijo, ki ni bila v celoti urejena, tako da je zato potrebno nekaj časa, da se rekonstruira zaporedje dogodkov, da se pridobi tudi ustrezne informacije, ki jih je možno iz naslova Sveta za visoko šolstvo. Sam bom opravljal tudi nekaj sestankov, sem jih že včeraj in tudi danes z ljudmi, ki so bili vključeni v te postopke. Zbiram informacije, ustvarjam si neko celovito sliko. Cilj je pa samo eden, zagotoviti zakonitost, pravilnost procedur. Predsednik stranke Zares nam je zaupal tudi, kakšno je njegovo mnenje o vladnem letalu Falcon, ki se vrača v Slovenijo. Pravi, da ga mora vlada uporabiti ekonomično ali pa ga s čim manjšo izgubo prodati. To je vse, kar mene vodi pri tem, drugih motivov nimam in tudi ne bom uporabnik tega letala. Pričakovana in pohvalna izjava predsednika zeleno naravnane stranke. Ob tej priložnosti pa bi minister lahko tudi razmislil o zamenjavi potratnega Audija A6 za varčnejši avtomobil. V državnih podjetjih pa kar nekaj direktorjev pričakuje, da jih bo vlada kmalu zamenjala. Ekonomist Max Tajnikar je zavest komentiral, kako bi se bilo potrebno lotiti menjav članov nadzornih svetov in predsednikov uprav. Jaz osebno mislim, da je minister Lahovnik zdaj v eni situaciji, ko bo moral dejansko vseh direktorjev teh državnih podjetij zahtevati, da mu predložijo strategije, potem pa bo moral iz teh strategij narediti neko državno strategijo državnih podjetij. In če bo videl, da nekateri ljudje niso sposobni pravzaprav te strategije izvajati, potem bo nujno moral zamenjati, ker je konec država odgovorna, da ta podjetja poslujejo. To se zdaj lepo vidi tudi v Palomiji. Izbrisani so ponovno pripravili akciji, s katero so opozorili, da so še vedno izbrisani. Kljub zavezi nove vlade, da bo njihov problem rešila, je Aleksandr Todorović še precej zadržan. Eni so zelo optimistični, ampak jaz, kateri poznam, kakšne so posledice in dvomim, da se bo načeloma reševalo tako, kot bi mi to želeli. Nova vlada je na popravnem izpitu, pa bomo videli. Obljubili so spoštovanje ustavne odločbe, kar mene ne zadovoljuje, da gremo v nekakšno virtualno pravo. Bolj me interesira dejansko povrnitev vseh krivic. Dragi otroci, če odraščate ob pravljicah, na koncu katerih mali človek vedno zmaga, žal naj vas postavimo v realni svet, to je le iluzija. Živimo v krutem svetu. Ob mednarodnem dnevu hendikepiranih je predsednik republike priredil sprejem na Brdu. Ob tej priložnosti je z njim krajši intervju naredila Elena Pečarič, ki jo je seveda zanimal problem osebne asistence.
Imamo novo vlado, zato se mi zdi, da je prav, da se z njo pogovorimo in svetoval bi tudi invalidskim organizacijam, da izkoristijo zdaj prve mesece te nove vlade za pogovor o tej temi. O potrebnih ukrepih za zmanjšanje globalnega segrevanja, komentar dneva Živa Gobo. Ponedeljek se je v Poznanu pričela konferenca Združenih narodov o spremembi podnebja, ki je pomemben mejnik v pogajanjih o globalnem dogovoru o varovanju podnebja po letu 2012. Istočasno se v Bruslju zaključuje proces sprejemanja Evropskega podnebno-energetskega paketa. Če želimo globalno segrevanje omejiti pod 2 stopinjama Celzija in tako preprečiti podnebno katastrofo, se mora Evropa zavezati k vsaj 30% zmanjšanju emisij doma do leta 2020, poleg tega pa zaradi svoje zgodovinske odgovornosti zagotoviti potrebna finančna sredstva za podnebne dejavnosti v državah v razvoju. Trenutna razprava kaže na to, da Evropska unija ne bo zagotovila zmanjšanja svojih emisij, ki bi omogočila dosego cilja 2 stopinji Celzija. Hkrati pa okleva tudi pri zagotavljanju podpore državam v razvoju, pri njihovem prilagajanju na podnebne spremembe in zmanjševanju emisij. Fokus Društvu za sonaraven razvoj, zato s pismom opozarjamo predsednika vlade Boruta Pahorja, da je sedaj čas za vodenje. Evropski dogovor o podnebno-energetskem paketu mora zadovoljivo odgovoriti več kot 1,6 milijonom Slovenkam in Slovencem, ki so prepričani, da so podnebne spremembe najresnejši problem, s katerim se sooča ves svet. Od predsednika naše vlade in drugih evropskih voditeljev pričakujemo, da zagotovijo odločitev o varovanju podnebja, ki se je bodo prihodnje generacije spominjale s ponosom. Slovenija, 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 kulturac. Kulturna ministrica Majda Širca je ob Dnevu kulture ter Dnevu odprtih vrat Ministrstva za kulturo pojasnila, katere so njene prioritete pri delu na svojem resorju. Katero bo za vas najpomembnejše vprašanje? Bo to medijska zakonodaja, ali bo to Blejski otok, ali bo to slovenski film? To, kar ste našteli, je premalo, več pomembnih vprašanj je. Ampak od teh treh, če bi med temi tremi izbirali? Enakovredna so, vse bi jih mogla začeti že včeraj delati, čeprav sem samo en teden tukaj. Kje se boste pa prvi lotili? Najprej spoznavanja in odpiranja, mogoče tega malo preveč zadrgnjenega občutenja prostorov kulture v tem trenutku. Borba srečna, draga vas, domača, kjer hiša mojega stoji, očeta. Gospo ministrico Majdo Širca, tako kot vse ostale odjemalce slovenskih kulturnih vsebin, vabimo nocoj v ljubljanski studio 141 na ogled koncerta Murata in Jowsa. Snemali bomo švic mikrofona. Še vreme. Mraz lahko preženete z obiskom erotičnega sejma, ki se jutri začne v Celju. Cenjene dame in gospodje, tudi to so bile vesti na vesti. Iz studia 136 vas lepo pozdravlja četrtkova dopoldanska ekipa. Nasvidenje do prihodnjič.